Živijo, jaz sem Devi in sem mlada novinarka. In komaj čakam, da skupaj z Infodromom poslavim svoj prvi televizijski intervju. Veselim se, da je moj sogovornik prav MK, ker poslušam rap. Gremo? MK, a veš, kaj bi ti mogel? Veš, kaj bi ti mogel? Skopirati vse. Povej. Dati intervju za Infodrom. Z veseljem to naredim s tabo, Devi. Izvoli, kaj te zanima? Kaj je narobe z imenom Marko, da moraš biti prav MK? Ne, v bistvu je to umetniško ime. Moje pravo ime je Marko Kocjan in to sta M pa K, ki se v angleščini izgovorita MK, zato je to tako. Zdaj ste raperji tudi med mladimi ful popularni. A imaš to v mislih, ko pišeš pesmi? Večino časa predvsem razmišljam o tem, kaj bi rad povedal. In ne razmišljam o tem, kdo me bo poslušal, ampak predvsem bi rad svoj message predstavil oziroma ga dal ljudem na tak način, kot jaz mislim, da je prav. A imaš doma kakšno beležko, v katero si zapisuješ stvari, ki ti grejo na živce, da lahko potem to uporabiš v pesmi? Bolj si zapisujem ne v beležko, ampak kar v telefon, duhovite line, katere potem kasneje inkomponiram v svoje tekste. Ali moraš tudi znati pet, če hočeš repati, ali moraš samo hitro govoriti? Ni nujno, da znaš pet, predvsem moraš ritmično znati govoriti. Morate biti tudi spretni z rokami, a mi lahko pokažeš kakšen tvoj gimp? Jaz delam to. Jaz delam to. Sicer ne vem, kaj pomeni, ker nikoli nimam pravi poziciji prstov. S kom bi pa sodeloval, če bi lahko s komarkoli? Adi Smolar mi je en izmed boljših slovenskih tekstopiscev in z njim bi res rad enkrat naredil komad skupaj. A pripravljaš kaj novega? Cel čas pripravljam novo ploščo, ampak naslednja stvar, ki bo pa išla, je pa nov komad, ki se imenuje Oblast. Zdaj se veliko mladih ukvarja z repanjem. Imate njih kakšen svet? Naj ne poslušajo preveč svojih prijateljev, ki jim pravijo, da je vse dobro, kar naredijo, po drugi strani pa naj ne poslušajo preveč ljudi, ki jim pravijo, da to ni dobro. To je bil MK, jaz rečem hvala, ti rečeš? Ni zakaj, ej! Čau! Čau!